Kako bi ti to rekla, Katja? Ti imaš intervju. Ti me pa zajebavaš. Ne, težko je to definirati, ne, razliko med blogerji pa novinarji, ampak v bistvu vidiš, po mojem se bo zdaj to videl, mi smo zdaj začeli z blogi in mislim, da se bo zdaj to zelo izkristaliziralo v praksi, ne, ker boš videl, kjere prispevke bojo ljudje dali na blog in kjere bojo v bistvu tretirali kot neko novico, ne. Sicer pa lahko to mogoče Katja res boljši človek za vprašati, ne, ker ona je blogerka in novinarka. To je Jani. Ja, ne. In to gre zaradi tega, ker sicer pa tle so ljudje po moje multifunkcijski, ne, pri nas vsi, ja, bi prosim. Kaj pa vem? Vsak zna 10 stvari, ne. Sam kaj zdaj pomeni, da nekih klasičnih novinarjev ne rabimo več? Ja, Kaj lahko ni nujno. Vsakdo lahko odpre svoj blog, lahko napi svoj blog. Hvala Bogu. Kaj pomeni, da novinar kot tak, kot neka, ne vem, ja, izigre. Mislim, ne vem, jaz sem po izobrazbi zgodovinar, recimo. Marko je dramaturg, Jonas je režiser, Katja je kulturologinja. Mislim, hočem reči, na vesti, mislim, da ni nobenega novinarja z novinarsko izobrazbo. Še. Je pa ogromno mladih, ki prihajajo s FDV, ampak to ni, mislim, pač nek faks, važno je izobrazba, ne, važno je, kaj ljudje mislijo, kaj so se naučili. Jaz mislim, da novinar je definitivno lahko vsak, ne, konec koncev imeti pogled na svet ali pa videti, znati videti stvari, znati poročati o njih, znati povedati svoje mnenje. Znati biti kritičen, znati odgovoriti na unih par klasičnih teh premis, ne vem, kje, kdaj, kdo je kaj naredil, ne, da so pač veljajo ali za kriminalko ali pa za novinarski tekst isto, ne. Ne vem, zakaj bi tukaj bili novinarji nekaj posebenega. V bistvu lahko, recimo na vesti, kot mediju spletnem, lahko sodeluje kdorkoli. Ja, seveda, valjda. Poleg tega jaz mislim, da je to spletno novinarstvo, ki se ga mi gremo, nekaj zelo specifičnega. Mislim, da ni nobenega faksa, ki bi to učil. Med našimi novinarji je zvezda Denis Sarkić, ne, ki je fotograf. Zelo dobre prispevke dela recimo iz Maribora Marko Pigac, ki je tudi fotograf. Zdaj, ne vem, pol imaš Črt, ne, naredi krasne prispevke, ki je dijak. Ne vem. Potem imamo pa čist neke druge profile ljudi, ki so pa voditelji, ne, so pa zabavljači, ki so pa spet, kako bi rekel, še težja stvar, ne, tukaj pa že malo, tukaj rekel, je pa potrebnih nekih malo igralskih, nastopaških sposobnosti, to je pa spet nekaj čist drugega. Kakšno vlogo je recimo imel Jonas na samem začetku, zdaj, ko so ali pri voditeljih in pri tem? Veliko vlogo. Vsi, jaz mislim, da smo imeli vsi tukaj zelo veliko vlogo, ne. Jonas je imel seveda ogromno, enako. Ena stvar je ta, da je bil, da je slaven in da so nas zaradi tega seveda bolj opazili, ker je bil ves čas od začetka zraven. Že prej poznala sta zaradi tega projekta stopila skupaj ali? Ja, jaz sem z Jonasom hodil na isto gimnazijo v paralelen razred, tako da se poznava kar že dolg časa. Res je pa, da se pol nismo dolgo videli, oziroma smo se videli zelo sporadično.